Danes je bila tukaj ena taka fajna tekma, freeride battle, ali kako se temu že reče. Koliko je bilo recimo kaj udeležbe? Ja, v bistvu letos smo imeli drugo izvedbo Unil freeride battle. Udeležba na kvalifikacijah smo imeli prijavljenih 58 tekmovalcev, potem smo včeraj določili 17 smučarjev, 17 borderjev, vse punce, kar so prijavili, borderke, smučarke. Ko je danes v kvalifikaciji, jih je bilo, rečemo, cirka dobrih 40. Tak dogodek verjetno zahteva kar precej priprav. Vse skupaj se dogaja praktično izven utrjenih smuči, skratka, ni nobene infrastrukture, na katero bi se lahko zanesel. Ja, tako kot si rekel, predvsem to, ni infrastrukture, to meni ta logistika je ful zahteven projekt, nekako usklajevalnost teh ekipa, ki je v cilju, ekipa, ki je na štartu, reševalci, sodniki, povezava med njimi, logistika, prevozi, to zahteva velikega dogovarjanja, planiranja in seveda. No, reševalcev sem opazil na progi kar veliko, ampak sreč niso imeli nič dela. Ja, danes niso imeli nobenega dela, imeli so samo eno lažjo poškodbo, preverili so, če vse je v redu, so dali zeleno luč, da se tekmovanje ne deluje in hvala Bogu, da ni. Kaj vse se pa sploh še dogajalo in koliko je bilo recimo ljudi vpletenih v organizacijo? Tako ja, trudimo se ta dogodek približati in ena od teh možnosti, ki jo imamo, je to, da dogajanje izven samega tekmovanja na terenu prenesemo tudi malo bliže ljudem v dolino s projekcijami filmov na to tematiko, žrebanjem številk, naprimer razglasitvijo finalistov in ponavadi, tako kot smo lansko leto, bomo tudi letos zaključili s koncertom in z veliko žurko. A je res to, da tukaj sodniki sprejemate podkupnine? Seveda, skozi imamo žepe, znamo pa take velike žepe na hlačah, zato da gre čim več noter. Gobi ima pa tle od zgori, ful žepov. Ma, ne, čakaj, ima. Ja, dobro je, okej, da bomo pa podkupili. No, v glavnem, zdaj me pa tole zares zanima. Sodniki imate v bistvu zelo pomembno funkcijo tukaj. Po eni strani morate malo pomagati progo trasirati, da gre vse skupaj nekako tudi v okviru neke varnosti, po drugi strani pa tudi ocenjujete. Ja, seveda ocenjujemo dejansko, kako ti freeriderji odpeljajo cel teren. Najbolj pomembna stvar pri celi oceni je dejansko linija. Mi si določimo neke različne ocene glede na težavnost terena, kako so razdaljene in potem glede na to, kjer je ta tekmovalec peljal, določimo neko linijo, ki je skupna pri vseh treh sodnikih, potem se pa poleg linije, se pravi na podlagi te linije, se ocenjuje še kontrola, tekoča vožnja, tehnika in pa agresivnost. Zdaj, če malo razložim, kontrola je, koliko je ta smučar res bil pod kontrolo, se pravi, da ga ni opletal, da ni mahal z rokami in tako naprej. Pri sami tekoči vožnji, a se je kje ustavljal, a je kje padel in tako naprej. Potem imaš pri sami tehniki se ocenjuje, pač tehnika je tehnika, kako človek zna smučati, potem pri agresivnosti je pa tisti poudarek na skokih, trikih in tako dalje. No pa mi povem mogoče, kako pa pravzaprav te linije določite sodniki? Sodniki v bistvu pred tekmo si ogledamo teren, če je varianta, gremo seveda sam teren pogledati, da vidimo, kakšna je zahtevnost samega terena, se pravi, ali je ledeno, ali gremo pogledati, kje so kakšne točke, kjer je nevarno. In potem v bistvu določimo težavnostno stopnjo, se pravi linijo, kjer bojo tekmovalci še dol. Potem v bistvu med samo tekmo, se pravi linija, je osnova za vse ostale 4 kategorije. Se pravi, opazujemo tekmovalca, ko gre po terenu dol in recimo pred koncem nekje določimo sodniki, kakšna stopnja je zahtevnost na linijo imel. To se edino pri prvi kategoriji se lahko sodniki menimo med sabo, ostale 4 kategorije sodi vsak sodnik sam. Aha, no in glede na to, da ste sodniki v bistvu tisti, ki vidite prav vse tekmovalce, lahko rečemo, da praktično, če smo v Sloveniji, vidite vso slovensko sceno. Kakšna je ta slovenska scena zdaj? Ja, moram reči, da vsako leto je več predvsem mlajših tekmovalcev, ki so vedno boljše. So še zmeraj tujci, ki prevladujejo, da imamo recimo 4-5 tekmovalcev, ki se lahko meri z tujo konkurenco, se pa vidi napredek vsako leto. Ja, ena izmed zaslug, ali pa nam rekel ena, pa kar velik zaslug pravzaprav za to, da se je freeride sploh začel takole razvijati, je tudi na tvojih plečih, ne Mac? Vi ste začeli tudi na Kaninu, zdaj se tukaj zadeva razvija v povsem drugo smer. To je bilo leta 2001,
smo mi začeli s prvo freeride tekmo, ker pač Kanin je že takrat veljal za neko tako freeride meko. Potem je pa ta stvar, ker smo pač mi tekme ustavili, jih nimamo več zaradi tega, ker pač čakamo, da se bo ta stvar spet malo ratala zanimiva pa iskana, ker če je skozi leto za letom rata vsa stvar malo dolgočasna. Tako da tle na Voglu so pa fanti šli še v to smer, da so povabili še snowboardere zraven, kar je velik plus in tudi včeraj, ko je bila kvalifikacijska vožnja na takem terenu, da je nudil dosti bolj razgibano vožnjo, se pravi, je bilo ful enih bunk, enih takih skokov naravnih, se je pokazalo, da imajo snowboarderi skoraj večjo domišljijo, kot pa smučarji. Tako da smo bili včeraj kar prijetno presenečeni, da se je iz leta v leto, da se nivo viša, tako kot je že Igor rekel, in hvala Bogu, se edin tako s takimi tekami, pa če bi bilo čim več, bi lahko tudi Slovenci konkurirali v tujini. Neki se trudijo, bolj Jani Pogačar pa te fanti iz Action Mame, ampak drugače je pri nas to vse skupaj bolj ljubiteljsko. Ti si bil gor na vrhu štartu, zdaj kar 2 dni zelo obremenjen, malo od sonca, malo od vetra, pa predvsem sem videl, da so bile kar blede face, tih tekmovalcev, ki so bili na vrhu. Je bilo kar mraz. Dobar, čeprav včeraj je bilo kar v redu, dobar toplotko, danes pa res. Ampak mene tole zanima, poglej, tekmovalci, gor verjetno kdaj tudi za kakšen nasvet vprašajo ali pa gledajo s tabo in kdaj svetuješ ta linija, una linija, kaj takega narediš? To jaz v bistvu ne, jaz jim ne povem, kje ne grejo, ampak jim povem, do te točke se lahko fura, do tle vas sodniki vidijo, tam je cilj in to je to. Štart je pa malo drugačko, kot na svetovnem pokalu, je 3, 2, 1, pa hop, nekaj takega, nimajo nobene štartne palčke. Ne, vse je to. A zdaj že bom mislil, da bi kjer ga porinul? Ne, to bomo kar sami odložiti, da veš to. Se pravi, za varnost je treba tudi poskrbeti, koliko se zagreje, tudi s tem, da smo lepo fair do vseh. Ja, valjda, treba. Saj smo itak zgor spraševalno skozi kontaktov prek postaj in danes sistem imel tak problem in smo to kaj zrihtali. Takole, ko gledam tale freeride, je sicer super, ampak me je pa kar malo strah, tako krhka dekleta, pa takele trde skale pa to. Sej pravzaprav je tako vse v glavi, pa dost moraš v bistvu biti kar močen, kar pripravljen. Ogledati si progo, mislim ni, pravzaprav je vse v užitku. Tako, pa z glavo delati, sigurno, ker drugače pa nesreče ne počivajo. Smo videli danes tudi par padcev. No, ampak dekleta ste, kar nekako zdaj tudi pa rejela, vidim, da široke dele imaš tudi že, da ta zadeva fura, da se laufa, da pač smučate, tako se zagre. Ja, sigurno, sej pač vse gre naprej. S temi smučami je zelo fajn smučati, tako da ne bi nikoli se spravila več na une, ta stare, tako da, ja, sigurno. A pa se ti kaj posebej pripravljaš recimo za takele podvige? Probam čim več smučati, takole, off-pist, tako da to je v bistvu vse. Treniram itak skozi, mislim, sem skozi fizično pripravljena, drugače pa sama psiha pride pa s tem, da čim več kilometrov pa tako užitek, v glavnem je tist, ko uživaš, ker če ne uživaš v tem, pol tega tako in tako ne peleš, v glavnem. Kakšni ljudje se pa recimo najdejo takole okrog tebe? A so to bolj akrobatski smučarji, a so to kdo prihaja na take zadeve? Ja, verjetno vse je živo, zelo velikih je iz freestyla, pač akrobatov in tako. V glavnem vsi, ki pač ljubijo to svobodo, ker v glavnem tle en tak poseben občutek je, tako da moraš biti malo odštekan, da verjetno tole peleš. Glih to sem te hotel vprašati zdaj, okrog občutka, ker nekako imam jaz ten občutek, da je zelo veliko naših gledalcev, verjetno ne bi glih tam upali smučati, ko se ti spustiš. Ja, čeprav takole simpel zgleda, ko gledajo vsi gor in zdaj vedno več je tega, da kar hodijo, pravzaprav takole off-pist, vse živo vidim, da se voz dol, sej kar sam se mora zavedati, da v končni fazi to ni kar neki, pa da se res dela z glavo. Če hočeš dobro smučati, moraš z glavo to delati. Ja, ni simpelno, ni enostaven, sploh če hočeš dobro odpeljati, pač ni. Lahko se svalkaš, sam. To je pač pol svalkanje, mislim, ni smučarije.
Just because you're better than me doesn't mean I'm a lazy. Just because. A si ti akrobatski smučar, a si freerider, ali si ekstremni smučar, ki se udeležuje vseh mogočih smučarskih variant? To je pa težko, veš, ne. Včasno sem akrobatski smučar, ker imamo tekmo za akrobatsko smučanje. Včasno sem freerider, ker imam tekmo za freeride. Večinoma časa sem pa v bistvu trener malih akrobatskega smučanja, ne. Tako da bi lahko rekel, da sem vse to, kar si naštel. Se pravi tudi zaradi tega, ker si, bomo rekli, tako vse stranski nekako tudi črpaš vso to energijo, pa tudi vse te izkušnje, da jih potem lahko na tekmah tudi takole vnovčeš. Normalno, za mano je že na 15 let raznih tekmovanj, od evropskih svetovnih pokalov do Red Bulla in tako naprej, tako da izkušnje vse delajo svoje, ne, in moraš oceniti, kaj lahko, pa kaj ne. Pa so recimo akrobatska tekmovanja, v katerih si ti si vozil grbine, ne? Pa recimo freestyle, a je to kaj primerljivo? Ja, dati eno znanje smučanja, ki ga lahko potlej uporabljaš, normalno, ne, in s tem znanjem, pa s tistim skoki, naprimer, kakor jih imamo tudi pri grbinah, se enostavno odpelješ po tem prostoru, ki jih imamo za tekmo, oziroma po izven smučišča in normalno pelješ, ne, tako da dati eno osnovo smučanja potlej, ne. No, ampak smučanje je nekako šport, ki se dogaja v naravi, ne? In narava ni zmeraj tudi prizanesljiva do nas uporabnikov, če lahko tako rečejo, ne? Tudi danes se mi zdi, so bile kar zahtevne razmere, ne? V bistvu nekaj napihanega snega, nekaj celega snega, nekaj ledu, ogromen vetra. Ja, če pogledamo včerajšnje kvalifikacije ali pa današnji dan, je k noč pa dan, ne? Tako da včeraj smo imeli lepo vreme, brez vetra, sonce, pršič, svež sneg. Danes je pa čisto drugačno, imamo močen veter, kot vidite. Sam sneg se je preoblikoval, tako da imamo tudi se nekaj splazil in od spodaj je nek čist led, nekaj je napihan sneg, kot se rekel, nekaj pa pršič, tako da se moraš prilagajati vsakemu terenu, kakor je. No, ampak kako pa recimo ti pred samim tekmovanjem, ko imate ogled, nekako določaš, kje približno se boš peljal, ali to že prej določaš, ali se v bistvu spustiš, pa potem nekako razmišljaš? Ne, to v glavnem že prej totalno pregledaš teren in izbereš tisto najbolj zahtevno linijo, oziroma najbolj zahtevno linijo, ki jo lahko smučar spelje, ne. In se probaš tiste linije držati, seveda je zelo velik problem, ker slika na štartu je zrcalno obrnjena, ne, in ti se moraš nekako ene točke postaviti, ki se jih zapomniš in se tistih točk držiš in pol normalno odpelješ, ne. Drugače pa je najboljše, če si zadaš linijo in tisto tudi odpelješ. Sam si se enkrat znajdel že tudi v eni zelo nevarni situaciji, ne? Ja, to je pa, mislim, da je to videl že cel svet, pa da sem tudi že povedal 1 milijonkrat, tako da je bila v bistvu tisti moj plas na Monterosi, je bila ena zelo velika izkušnja zame. Je pa tako, ne, imel sem srečo, drugega ni. Če ne bi imel srečo v tistem trenutku, pa če ne bi zavoja naredil v tistem trenutku, ko sem plas zagledal, mislim, da ne bi na tale intervju zdaj odgovoril. Se pravi, imaš tudi en drugi rojsten dan? Ja, to bo pa 13. marca in to bo hmal, mislim, da zdaj čez 2-3 dni. No, dragi gledalci, cenjene gledalke, jaz vam predlagam, da upoštevate Janijev nasvet. Torej, če se greste voziti takole izven utrjenih smučišč, pamet v glavo, ne, konkretno dobro opremo je treba imeti, treba biti dobro pripravljen, pa fajn je, če pred tem vprašate tudi kakšnega strokovnjaka, da se vam ne bo kaj naredili. Drugač pa, pridite na sneg, pa uživajte, res je fajn. Ti pa kaj s tem vetrom danes, zakaj tako piha? A ste bili včeraj malo fržol jedli, ne? Ne, ste imeli malo. No, kjer ga odpihnali zdaj tukaj? Naloga sodnikov je, da sprejema podkupnine, v glavnem, naloga sodnikov je dejansko, da lahko prosim rečeš temu movilcu me neka. Kaj pa če bi bil to film, ki stane? A lahko še enkrat?
Lej, fant ima trimo, no? Ne ga zdaj brukat. Ja. Predvsem športe. No, tako. Zdaj pa vidite, da so teli naši sodniki že zelo iskane stranke, tako da fanta pejte na svoj mest, tamle ulo pejte malo objet, pa kakšnega lupčka iztisnite. Jaz bi ga tudi sam naupal.